Gasilke blestele na olimpijadi, zadnji asfalt na cesti dolgi desetletja, čakajoč na srce mestnega jedra. Na cestah je novi koncesionar, čisto zate in sočasna gradnja po letu dni. Zapuščeni nas znajo drago stati. Dogaja se na Bonovcu, abstrakcija na Aljaživini, fotografska razstava ob 70-letnici. Lepo pozdravljeni. Začenjamo z eno bolj slovenskih tem, gasilstvom. Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje je eno od tistih društev v naši občini, ki gasilska tekmovanja jemljejo zelo resno. To kažejo tudi vrhunski rezultati, ki so jih dosegli skozi leta na tekmovalnem področju. Pohvalijo se lahko celo z naslovom olimpijskih prvakov in z 2 srebrnima odličjema. V soboto so se njihove mladinke že 5. odpravile na pot proti gasilski olimpijadi, tokrat v švicarsko mesto Martigny, kjer so danes zastopale Slovenijo. Preden vam razkrijemo, kako so nas zastopale, prispevek pred odhodom. Pred domačim gasilnim domom so se mladinke PGD Zbilje poslovile od staršev in navijačev ter odšle na pot proti tekmi, na katero so se pripravljale celo leto. Tja so potovale skupaj z mentorjema, ki sta nad njimi bedela skozi celotne priprave. Ja, občutki so mečke nerozni, ker vemo, koliko smo vložili v to, da smo danes tukaj, da smo na dnevu, ko gremo na olimpijske igre. Po drugi strani pa veselje, da pride, da končno se losamo vseh pritiskov, vsega, da končno gremo in da pokažemo, kaj znamo. In kaj je bil še tisti zadnji govor na zadnjem treningu za punce, kako ste jih motivirali? Glede na to, da me poslušajo že dobri 2 leti v tej zasedbi, imajo že mečken dosti mojih govorov, ampak vseeno na koncu sem jim čestital za vse, kar so dosegli do zdaj, ker že samo uvrstitev na olimpijske igre je zelo velik uspeh. Se pravi, smo med najboljšimi ekipami na svetu že zdaj, tudi če ne tekmujemo. Tako da vse, kar bomo dosegli, je zelo lepo in zelo velik uspeh, tako za društvo, tako kot za občino, tako kot za celotno Slovenijo. In gremo pokazati, kaj znamo. Cilj nam je pa, da se bomo en teden res dober, da uživamo in da ko pride dan tekme, da gremo pokazati to, kar smo delali. Meni osebno je važno prvo mesto, ampak če bomo naredili tako, kar znamo, mislim, da to bo. In kako ste zdaj trenirali zadnje tedne, je bilo na polno? Ja, imeli smo 2 priprave, tako da mislim, da smo dobro pripravljene. In kako ste se odrezali na pripravah, kaj so rekli mentori, sodniki? Zelo dobro smo se odrezali, da če bomo s takimi časi pa brez kazenskih, bomo osvojili visoko mesto. Za njimi so v sredo potovali tudi navijači, ki so svojimi navijaškimi gesli prav poseben sestavni del vseh tekmovanj. Celotno društvo diha za takšne trenutke in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Kakšna je pa podpora društva, staršev, jo je občutiti? Ja, je. Tudi nekaj navijačev oziroma avtobus navijačev gre z nami v Švico. Iz Opel vem, kako je, ko gre ekipa na teren, ko slišiš domače zbiljske navijače. Je res nekaj posebnega in tudi oni so prišli, se pravi, sem se posloviti od punc. In društvo, in GZM, in celotna občina nas podpira tako finančno, kot da stojijo za nami. Predvsem tle, mislim, celotno društvo, bom rekel, ne da diha za to, ampak v bistvu pomagajo tem, kar delamo v tej smeri. Nam resno pomagajo in tako da smo prišli danes do tega. Če ne bi bilo njih, tudi mi, če bi lahko skozi trenirali, ne bi mogli do sem prijeti. Navijaški avtobus bo šel v sredo na pot, tako da smo četrtek bomo že seveda takoj na stadionu, tako da je pripravljen tudi seveda podporna ekipa, če lahko temu tako rečemo. Tudi si navdušeni, pa seveda z veliko podpore bomo dali, da bodo čim boljše rezultate dosegli, če ne najboljšega. Mogoče je malce nehvaležno napovedovati rezultat, ampak vendar upate potiho napovedati, kaj pričakujete, glede na videno, kako so punce pripravljene. Ne, to pa ne upamo, mi si želimo. Izkazali so se že 3-krat, 5. gremo na olimpijado, že to je vrhunski dosežek, že na to smo itak lahko zelo ponosni. Tako da pripravljeni so super, čase imajo odlične, spravim, še malo sreče pa lahko je vse in možno vse, tudi kakšen pokal. Dekleta bodo v Švici preživela cel teden, poleg treningov in tekmovanja pa jih čakajo številne dejavnosti, spoznavanje kraja gostiteljev, predstavitev narodov in druženje s prijatelji gasilci iz cele Evrope. Ja, z prizorišča gasilske olimpijade pa se nam sedaj oglaša naša sodelavka Petra Jenko. Lep pozdrav iz švicarskega mesta Martigny. Tukaj poteka 22. mladinska gasilska olimpijada. Slovenijo zastopa
sodelujejo 3 ekipe, 2 ženske in 1 moška, med njimi tudi gasilke iz PGD Zbilje, ki so svoj nastop že opravile so ga vrhunsko brez kazenskih točk, tako da neuradno se navijači že veselijo odlične uvrstitve, uradni rezultati pa bodo znani v soboto. Toliko za zdaj. Čestitke, seveda v vsakem primeru torej, in še obvestilo, da se naše gasilke in vsi udeleženci gasilske olimpijade vračajo domov v nedeljo. V petek smo s kamero zabeležili še en zgodovinski dogodek. Gorenjska gradbena družba je namreč položila asfalt na zadnjih 30 metrov ceste skozi vas Studenčice, za katero se pošalimo, da je cesta dolga desetletja. Asfaltiralo se je namreč Dolinarjevo dvorišče, dan prej pa nekakšna obvozna pot. Dejansko se je sicer pol-tretji kilometer ceste skozi Studenčice, po kateri se vsak dan pelje več kot 100 avtomobilov in tudi šolski avtobus, urejalo in po delih asfaltiralo zadnjih dolgih več kot 20 let. Toliko časa, da cesto na 2 mestih že ogroža plazovit teren. Zadnjič smo o tej cesti poročali na obisku v vaški skupnosti Studenčice konec meseca marca, ko smo ugotavljali, da cesta skozi Studenčice sicer deli usodo mnogih cest po občini. Tako kot veliko cest v občini, tudi naša cesta ni popolnoma legalizirana. Nekaj deli te ceste potekajo še vedno po privatnih zemljiščih, potem deli občinske ceste so na zemljiščih, ki se uporabljajo kot travniki, kot njive. Treba je pač pluniti v roke in skleniti dogovore z vsemi lastniki. Veliko je bilo tega že narejenega v prejšnjem mandatu, cesta dejansko stanje ceste je odmerjeno, zdaj pa pač treba te pravne posla skleniti in iti v to zamenjavo zemljišč. Pika ni bo pa ta legalizacija tega zemljišča oziroma menjava z lastnikom pač v neki obliki, da imamo potem kompletno legalno cesto od Preske pa do Tahovca Katarine. Krajani so imeli ob našem marčevskem obisku zagotovilo, da bo Gorenjska gradbena družba asfalt položila v roku 2-3 tednov. Pa temu ni bilo tako. Razlogi trenutno niso pomembni, saj je menda pomembno le dejstvo, da se je v četrtek in petek dejansko asfaltiralo najprej dovozno cesto in nato še Dolinarjevo dvorišče. Mi, prebivalci Studenčic, dobili ta zadnji košček asfalta, ki je še manjkal. Moram reči, da je projekt se vlekel zelo dolg, ne samo v zadnjem mandatu, mislim, da se je vlekel kar čez zadnje 2-3 mandate projekt. Bilo je veliko usklajevanj, veliko popuščanj, veliko dodatnih del, nadgradnji in tako naprej, ampak vidimo, da od zadaj za mano fantje polagajo še zadnji košček asfalta, tako da lepo se bomo tudi mi zdaj prepeljali po asfaltu do naših hiš. Dogodek menda vreden slavnostnega odprtja. Bo šlo za cesto, ki bo povezala ne le hiše, ampak tudi ljudi. Ja, zdaj moram reči, da je, glede na to, da se je ta projekt vlekel toliko časa, je kar večina krajanov že malo obupala nad tem asfaltom, nad tem projektom, tako da bomo po moje skoraj sigurno, da bomo organizirali neko slavnostno otvoritev tega koščka asfalta, kjer se bomo pač malo poveselili, podružili. Verjetno ni enega v tej vasi, ki bo bil slabe volje zaradi tega projekta, mislim, smo vsi veseli. Je pa z vsakim takim projektom vas povezana, ker eno je, da na projektu dela veliko ljudi, ki pač se morajo usklajevati, se poveže ljudi med sabo, nastane neki timi, neke ekipe. Druga stvar pa je tudi, da se potem zaupa v tudi naslednje projekte, nadaljne projekte. Ljudje lažje pristopijo do teh projektov, lažje pomagajo, lažje sodelujejo. Videli smo tudi recimo letos čisto konkretno čistilna akcija, je bilo ogromen odziv in to nas pač vas poveže in vas, ki je povezana, je vas močna. Razlogi za cesto dolgo desetletja so bili v preteklosti različni. Poleg običajnih finančnih pa v zgornjem delu vasi predvsem težave s pridobivanjem soglasij. Pa vendarle je pred 6 leti, ko je bilo položenih še 150 metrov asfalta, ki so jih dali v uporabo s prerezom slavnostnega traku, med krajani veliko optimizma, da bo kmalu urejen in asfaltiran še zadnji 30-metrski makadamski del cestišča, ki poteka po privatnem cestišču, Dolinarjevem dvorišču. Dela so se dejansko začela šele lansko leto pozno jeseni. Izvajalec del je bilo podjetje Eurograd, pogodbena vrednost del pa je znašala dobrih 47.000 evrov. Za asfalt pa je torej poskrbela Gorenjska gradbena družba, naš dosedanji koncesionar. Poleg rekonstrukcije in asfaltiranja je bilo predhodno urejeno tudi odvodnavanje še na eni od dovoznih cest, zgrajeni kaskadni jaški ter oporni zid.
Že v prejšnji informativni oddaji smo poročali še o enem projektu, kjer je bil glavni izvajalec del Gorenjska gradbena družba. Poročali smo namreč o slovesnem odprtju urejenega mestnega jedra, ki ga sestavljajo mestni park z otroškimi igrali, z zeliščnim vrtom in talno fontano, večnamenska prireditvena ploščad, kjer se je že odvila slavnostna seja s podelitvijo priznanj, pozimi pa naj bi se spremenila v drsališče in tržnica z lokalom in javnim straniščem. Slednje je bilo namenjeno največ pozornosti, čeprav je res, da le ta del mestnega jedra še ne služi svoji funkciji. Nekaj prazničnega razpoloženja torej prenašamo v tokratno oddajo. Glavni projektant, arhitekt, urbanist in profesor na ljubljanski fakulteti za arhitekturo Janez Koželj pravi, da smo Medvoščani dobili enovit javni prostor, na enem mestu stikališče različnih dejavnosti in različnih generacij. Skratka, da smo za vloženi denar, gre za 829 tisoč evrov, dobili največ, kar smo lahko. In vprašanje, kaj bodo o tržnem prostoru rekle branjevke in branjevci. Oni bodo sigurno zadovoljni. In na čem temelji njegovo prepričanje? Ja, smo slišali, kdo bi rad kero to prodajno mizo, ali bolj spred, ali bolj na sred, ampak projekt je izredno premišljen, one niso razporejene po enakemu ritmu, ampak da so skupaj in malo narazen in tako naprej. In so zelo enostavno rešene, tako da se jih da perfektno vzdrževati, se jo pomiti in jaz verjamem, da tržnica bo dobro delovala. Zdaj smo prvo preizkusili, ali je pravilno naravnana ta nastrešnica in ali je tudi dovolj, bi rekel, široka in pravilno postavljena, umeščena v prostor, da daje tudi v največji poletni vročini senco čez cel dan. In je. To nam je uspelo. To je bila največja skrb. Njegov optimizem je delil tudi župan občine Medvode Nejc Smole. Kakšni odzivi so prišli do občinske hiše? Vse mnenja krešejo. Ja, jaz moram reči, komentarjev ogromno. Nikoli še toliko pozitivnih kot pri tem projektu, tudi to je za Medvode nenavadno, ampak lepo, naj pride ljudem v navado. Veliko je bilo pozitivnih. Nekaj strahu je prisotnega pri tistih, ki prodajajo na tržnici, ampak ravno v sredo, ko sem jih šel povabiti, da danes pridejo na slavnostno odprtje, bomo se potrudili, bomo pogledali. Naš cilj je, da oni tukaj ostanejo, da prodajajo. Zavedamo se, da bo tržnica v začetku strošek in gotovo ne bo delala nikakršnega plusa, ker bo kar veliko ur dela tukaj potrebnih, če želimo, da bodo javne površine urejene in da tržnica funkcionirala. Tako da iz tistega naslova sem slišal že nekaj idej, ki jih bomo pa skupaj pogledali. Bomo se pa ves čas obračali tudi na projektanta, ker se mi zdi pomembno, da vsak poseg, ki ga bomo delali, bo osmišljen. Bo imel neko rdečo nit, bo sledil ideji te tržnice, ne da kar, bi rekel, tako potržnično naflancamo kakšne pridatke zraven, ki nekako ne sodijo sem kaj. Mogoče še največ strahu, kakšnega negativnega komentarja bilo strani občanov, ki živijo tukaj blizu. Pa vseeno, jaz mislim, da zdaj, ko je projekt pripeljan do konca, tudi oni vidijo, da gre za veliko dodano vrednost. Na kateri del projekta ste vi osebno najbolj ponosni oziroma kje je bilo največje zadovoljstvo, ko je vse funkcioniralo tako, kot je moralo? Osebno mi je najbolj všeč park. Dobili smo fontano, dobili smo igrala, dobili smo urbano opremo oziroma klopce, kjer se lahko usedemo, se malo spočijemo. Kot odgovorni za projekt strani občine Medvode se strinja z oceno projektanta, da smo za svoj denar dobili največ. Se strinjam, če pogledate zdaj končni izdelek, je ves evro, ki je bil porabljen za ta projekt, upravičeno pa je bil porabljen. Vsi so navdušeni, tako krajani kot sama stroka, tako da jaz se s profesorjem Koželjem popolnoma strinjam. Kaj pa branjevke in branjevci tam čez? Vi imate najbrž en tak res stalni pregled, kaj se dogaja tudi z mišljenjem branjevk in branjevcev. Mislim, da vsi hočejo čim prej priti na tole tržnico, vendar, kot sem že omenil, potrebno je prej dobiti uporabno dovoljenje. Tako da delamo največ, kar lahko, da dobimo te papirje in da spustimo potem te prodajalce na našo tržnico. Dejstvo pa je, da tržni del kljub slavnostnemu odprtju nekaj časa, predvidoma še mesec dni, ne bo deloval. Potrebno je urediti še papirologijo, objekt še nima uporabnega dovoljenja,
Kako ste že sami omenili, v petek je bila pač otvoritev, vendar smo še do zadnjega trenutka še montirali določeno opremo, za kar je potrebno potem izdelati še neke meritve, dokazila in to pač vložiti na upravno enoto. Prav tako je potrebno odpraviti še kakšne pomanjkljivosti, ki so se pokazale v sami gradnji, pa seveda narediti končni obračun z izvajalcem. Tržni del projekta ob slavnostnem odprtju še ni imel končne podobe. V teh dneh so namreč namestili še 6 stalnih zaprtih stojnic, ki jih je občina pridobila preko razpisa lokalne akcijske skupine za mesto in vas. Z osnovno opremo pa bodo opremili tudi lokal na tržnici. Na poziv se je sicer prijavil le en, pa ta menda vendarle primeren najemnik lokala. S tem dobivamo tudi, lahko rečemo, javne sanitarije, ki bodo delovale in javne takrat, ko bo. Nekako je tak dogovor, ko bomo dobili najemnika za lokal, bo tudi ta oseba skrbela za sanitarije, odprte bojo pač v tem obratovalnem času tega lokala, tako da bo pa namenjeno vsem krajanom oziroma občanom Medvod. Na seji konec maja so občinski svetniki soglasno potrdili tudi odlok o ureditvi nove tržnice, ki določa, kdo bo njen upravljalec, to bo režijski obrat, ki določa naloge, pravila in obveznosti uporabnikov tržnice in tudi kazenske določbe. Odlok bo podlaga za natančnejši tržni red in cenik, ki naj bi ga na predlog upravljavca sprejel župan. 2 dela mestnega jedra, park in večnamenski prostor pa že služita namenu. Slednji je že 2-krat doslej zaživel v sredo zvečer ob skupinskem plesu, zumbi, če se ne motim. V prejšnjem prispevku smo torej dobili občutek, da je bila občina Medvode z Gorenjsko gradbeno družbo kot glavnim izvajalcem projektu urejanja mestnega jedra včasih morda bolj zadovoljna kot v primerih, ko je ta urejala javne poti in ceste in izvajala redno vzdrževanje in zimsko službo. Dober mesec dni je na naših cestah bolj kot prej dejaven novi koncesionar, podjetje HNG iz Mengša, kar je kratica za hidrotehnik in nizke ter komunalne gradnje. Res gre za novega koncesionarja, nikakor pa ne za novinca na naših cestah, saj je bila družba HNG predtem glavni podizvajalec koncesionarja Gorenjske gradbene družbe in zadolžena ne le za izvajanje zimske službe v ravninskem delu naše občine, ampak tudi za pometanje cest po zimski sezoni. Zakaj tokrat torej samostojna ponudba HNG-ja? To smo se prvenstveno izločili na podlagi izkušenj v zadnjih 2 letih, kjer se nam je zdelo sodelovanje z Gorenjsko gradbeno družbo kot velikim podjetjem malenkost pretogo. Zato smo si tudi izbrali enega domačega lokalnega izvajalca, ki je tudi že sodeloval pri izvajanju koncesije z podjetjem Trampuš in smatramo, da smo kot mlajša podjetja bolj fleksibilna, da se bomo lažje prilagajali temu območju in da pač to tudi za naše podjetje predstavlja svoj vrsten izziv. Medtem ko je bila na prejšnjem razpisu Gorenjska gradbena družba edina ponudnica za vzdrževanje medvoških javnih cest in poti, ki je tudi izpolnjevala pogoje, je tokrat HNG izpolnjeval vse pogoje, nekaj nižji so bili sicer kot pred 2 letoma, hkrati pa je ponudil tudi za 160 000 evrov nižjo ponudbo kot Gorenjska gradbena družba, ki je sicer želela to delo opravljati tudi v prihodnje. 2-letna koncesijska pogodba je težka dober 1 milijon evrov z DDV-jem. Res pa je, da je koncesija bolj kot ne le katalog cen. Trenutno opravila pa. Dobili smo nek spisek aktivnosti, ki smo jih mogli prioritetno opraviti, ki niso bile še v prejšnjem koncesijskem obdobju opravljene, te smo se držali, smo večinoma spucali, uredili. Največ nam pa pobirajo živcev izvajalci na teh gradbenih delih, ki se ne držijo pravil igre, da pravočasno zaprosijo za cestno zaporo, da ne prekapajo cest brez dovoljenja, da primerno zasuvajo nazaj. To nam vzame kar veliko časa in energije, ampak smo se tega zdaj sistemsko lotili. Povezali smo se tudi z policijo zaradi vandalizma, ki se dogaja na cestnih zaporah, da ne govorimo tega, da smo imeli tudi primer, ko nekdo 2 smreki požagal na cesto proti Katarini. Tako da tu se zdaj bolj probamo nekako spostaviti red na cestah, da se ve, kdo pije, kdo plača, od tod naprej štartamo. Občinski svetniki pa tudi krajani, ki so imeli že sicer na račun prejšnjega koncesionarja, posredno delno že tudi na novega, kar precej pripomb, pričakujejo predvsem večji občinski nadzor nad novim koncesionarjem, čeprav je bil ta delno že uveden vsaj pri izvajanju zimske službe. Večkrat se namreč sliši, da se nadzorna služba raje 3-krat pelje mimo udarne jame, kot pa da bi enkrat vanjo vrgla lopato asfalta ali peska, če gre za makadam.
Na splošno skoraj povsod so občani nezadovoljni z delom koncesionarjev. Še posebej so nezadovoljni v zimskem času, ne? Ker imajo nizko ta prag tolerance, nikoli se pa ne vživijo v vlogo samega izvajalca vzdrževanja, na katere probleme vse on naleti, ne? In opaske v tem vmesnem času. Pregledniška služba je zahtevna, težko pa izpolni tudi vse zahteve izvajalca, koncedenta, se pravi občine, ker je tudi v nekem delu omejena z finančnimi sredstvi, ne. Potem so pa spet dileme o samimi, a je to tako pomembno, da bi moralo biti to prej narejeno ali bi moralo biti tisto prej narejeno. Mi imamo pri nas v planu, da tudi v pogoju za koncesijo, da se ceste pregledujejo enkrat na teden, pa tudi po večjih neurjih, ne, havarijah, tako da to gremo gledati, ampak pri tako razvejenem cestnem obrežju, ki predstavlja v občini Medvode cirka 230 km, se zgodi, da se kdaj tudi kaj ne. Tudi zato je družba HNG uvedla brezplačno klicno številko, na katero lahko vsak občan v delovnem času prijavi svoje opažanje v zvezi s poškodbami cestišča ali podobno tematiko. Dnevni plan poteka v skladu z navodilo občine, imamo mesečne plane, imamo tedenske plane, komunicirajo dnevno naši fantje z občino, s tem, da trenutno zdajle nam je največji zalogaj vsem obvladovanje teh cestnih zapor, prekopov iz naslova izvajanje projekta C0 in sočasne gradnje. To je zelo zahteven zalogaj tako za občino, tudi za naše podjetje. Drugače pa v bodoče bi bilo mogoče smiselno na občini razmisliti o uvedbi, podobno kot imajo na državni direkciji za ceste, o uvedbi informacijskega sistema, kjer bi se planiranje in obračun vseh teh zadev in pregledniška služba informatizirala in še mogoče v nekem delu lahko tudi približala občanom. Če pa vamo preprosteje, obstaja sistem nadzora oziroma aplikacija, v katero preglednik takoj evidentira, fotografira poškodbo na cesti in jo opremljeno s podatki o stroških sanacije posreduje koncedentu. V odobritev ali pač ne. In problem. Uvedba sistema se koncesionarju zaradi zgolj 2-letne koncesije menda ne splača. V prihodnjih mesecih, dokler še poteka projekt Čisto zate, tudi ne gre pričakovati, da bi se nadaljevala politika iz prejšnjega mandata, da se raje kot pomalo flika obnovi daljši odsek asfaltiranega cestišča ali zasfaltira daljši makadamski odsek. Makadam je že sicer najtežje in najdražje vzdrževati. Vsaka tovrstna politika odvisna od razpoložljivosti sredstev. Zato v trenutnih razrezih, koliko so bili nam predstavljeni za to vrstno vzdrževanje do konca leta, ne vidimo nekih ambicij, da se bi ta zadeva v večini asfaltirala. Mislim pa, da ima občina tudi izdatkov zdaj za sankcije 0 zelo veliko, tako da bojo verjetno v okviru tega razmišljali dolgoročno v nekem 10-letnem planu, katere ceste so smiselne za asfaltirati. So pa po različnih občinah različni pristopi, ne. Na dolgi rok se marsikaj veliko bolj splača, da je asfaltirano, ker ti stroški vzdrževanja makadamskih cest lahko kar narastejo. Sploh v spremembi teh klimatskih razmer, ki prihaja do teh silovitih padavinskih nalivov, ki kar močno poškodujejo te ceste. In koliko nas je redno oziroma letno vzdrževanje javnih cest in poti stalo lansko leto, ko smo torej še sledili prej omenjeni dobri politiki? Skoraj 510 000 evrov. Letošnja politika je bistveno skromnejša, 20 000 evrov mesečno. Torej, slišali smo, novi koncesionar je imel v tem mesecu največ dela z zaporami cest na projektih Čisto zate in zaporedna gradnja. In dejstvo je, da sta ta dva projekta v tem trenutku tako velik finančni zalogaj, da bo redno letno vzdrževanje javnih cest in poti dejansko le krpanje lukenj. Malo za šalo, malo za res, ena glavnih dejavnosti HNG-ja je ročno asfaltiranje. Ja, kmalu bo leto dni, kar je občina Medvode podpisala pogodbo s podjetjem IMP za gradnjo meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda in ceste Vikrče-Tacen in za razširitev plinovodnega omrežja. Gre za projekt, ki je vreden več kot 8 milijonov evrov. Načrtovano je bilo, da se bo projekt izvajal sočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije, ki poteka v sklopu projekta Čisto zate. Izkušnje na terenu pa so pokazale, da se je sočasna gradnja spremenila v zaporedno, da se je čas, ko so bile oziroma so še ulice razkopane, podaljšal, v nekaterih primerih skorajda na leto dni. Pa vendarle, lastniki objektov ob teh ulicah bodo dejansko vstopili v 21. stoletje.
Take ulice, ki so skoraj da leto dni že gradbišče, so trenutno tudi v okolici rojstne hiše komandanta Staneta. Res je, žal, skoraj po letu dni. Je pa to gradbišče zdaj v zaključni fazi. V bistvu sledi samo še priprava spodnjega ustroja in pa asfaltiranje. S tem, ko je enkrat trasa poasfaltiramo, smatramo, da so dela zaključena. Na tej trasi je v bistvu izgrajena vsa komunalna infrastruktura, kanalizacija za odpadne vode, za meteorne vode, plin in pa telekomunikacijski kabli. Tudi obnovljen vodovod? Tudi vodovod, ja. Koliko je podobnih gradbišč v tem trenutku po občini Medvode? Ja, trenutno je v občini Medvode več kot 25 lokacij, na katerih se izvajajo dela. Od tega je na približno 10 lokacijah so dela že v zaključni fazi, ker pomeni, da pripravljamo za asfalt in da bo v kratkem, predvidoma še v tem mesecu, izvedeno asfaltiranje. Približno na 10 trasah pa gradimo v bistvu osnovno infrastrukturo, se pravi kanalizacijo za odpadne vode in bo gradnja trajala še kar nekaj časa. Pa si najprej osvežimo nekaj osnovnih podatkov. V okviru projekta, ki smo ga poimenovali Čisto zate, se bo v naši občini zgradilo 22 km fekalne kanalizacije in 2 črpališči. Na kanalizacijsko omrežje pa se bo priključilo skupaj 3600 prebivalcev v Vikrčah, Spodnjih in Zgornjih Pirničah, Varju, Čarmanovi ulici, v delu Preske, na Ladji, Goričanah, Rakovniku in Vašah. Ukinilo naj bi se približno 1000 greznic. Za izvedbo projekta je občina pridobila dobrih 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada in skoraj 1,5 milijona nepovratnih sredstev iz državnega proračuna. Sama pa bo morala primakniti še dobre 3 milijone evrov. V okviru projekta, ki smo ga poimenovali sočasna gradnja oziroma zaporedna gradnja, saj gre za ista gradbišča kot pri prejšnjem projektu, pa se bo zgradilo, kjer še ni, 10,5 km meteorne kanalizacije, obnovilo 12,5 km vodovodnih cevi, razširilo plinovodno omrežje v dolžini 15 km in obnovila cesta Vikrče-Tacen. Projekt občina sofinancira z lastnimi sredstvi v višini skoraj 6 milijonov 800 tisoč evrov. Javno podjetje Energetika pa bo namenila 1 250 tisoč evrov za razširitev plinovodnega omrežja. Takšni so sicer načrtovani zneski. Dejstvo pa je, da nas ta dva projekta vsak mesec staneta čez 1 milijon evrov. Skratka, v dobrem letu dni je bilo odprtih več kot 50 tras. S kakšnimi običajno problemi se v tem trenutku soočate na različnih gradbiščih? Kaj je tisto, kar je največkrat potrebno povedati ljudem, na novo obrazložiti? Ja, trenutno občane precej moti prašenje. Smo v poletnem času, ker je bolj sušno obdobje, sploh gradbišča, ki se nahajajo na glavnih cestah, kjer je več prometa, zaradi tega, ker je odstranjen asfalt, povzroča precej prašenja. Izvajalci so pozvani, da to večkrat dnevno polivajo, ampak vsem emisijam prahu se žal ne moremo ogniti, tako da trenutno je to ena od glavnih. Ne vem, v deževnem obdobju so pa težava udarne jame. Spet govorim za gradbišča, kjer je več prometa. Kaj pa, kadar zmanjka vode, recimo v ceveh? Ja, zdaj vzroki za prekinitev dobave vode so sledeči. Eno so v bistvu poškodbe vodotokom gradnje, ki so nepredvidene in na katere komunala interventno reagira in jih poskuša odpraviti v najkrajšem času. Drugi vzrok za prekinitev dobave vode so pa prevezave vodovodnih sistemov iz starega sistema na nov sistem. Te so pa, bom rekel, se ve, kdaj se bodo izvajale in so tudi občani obveščeni v njih. Glavni izvajalec del v projektu Čisto zate je podjetje CGP Novo mesto s 4 podizvajalci, ki menda na terenu kar uspešno komunicirajo tudi s krajani. Glavni izvajalec v projektu sočasne gradnje pa je podjetje IMP z 2 podizvajalcema, ki pa jim obveščanje krajanov ne gre najbolje. Kot rečeno, namesto sprva načrtovane sočasne gradnje smo dobili zaporedno gradnjo, kar v praksi pomeni, da gradbišče odpre in na koncu zapre izvajalec projekta Čisto zate, vmes pa pride na gradbišče izvajalec oziroma izvajalci sočasne gradnje in v večini primerov tudi optičnega omrežja, kar je samostojna naložba Telekoma. Po dobrem letu dni je projekt zaključen tudi na eni od prvih skorajda testnih ulic sočasne gradnje. Smo na kanalu SH, kjer smo imeli pred slabim letom
seznanitev posega občanom. In zdaj v roku enega leta nam je dejansko uspelo ta kanal dokončati, ker je razvidno po položenem asfaltu, novih robnikih in pa zgrajeni infrastrukturi. V bistvu prvi vrsti je bila zgrajena kanalizacija za odpadne vode z odcepi za hišne priključke, ki iz izgrajenega sistema posegajo na privat parcele, tako da bojo lahko občani, ko bo možen priklop, sebi izgradili priklope. Potem je bil obnovljen vodovod, zgrajena meteorna kanalizacija, poleg teh investicij pa še plinovod in pa optično omrežje. In kdaj se bodo krajani Pirnič dejansko lahko priklopili na kanalizacijo, če bo šlo vse po načrtih, ne prej kot v optimističnih 2 letih. Najprej se mora po območju Mestne občine Ljubljana zgraditi povezovalni kanal C0, ki bo pirniško fekalno kanalizacijo odpeljal do nadgrajene centralne čistilne naprave v Ljubljani. Medtem ko je fekalna kanalizacija v naši občini zgrajena 80%, je občina Vodice v fazi preprojektiranja projekta, v Mestni občini Ljubljana pa imajo določene težave s prej omenjenim kanalom C0, saj bodo morali za cevovod, ki poteka po naravovarstvenem območju, najbrž uporabiti dražjo rešitev. Posledično bo to občutila tudi občina Medvode, saj je 25% soinvestitorka kanala C0. Upajo na finančno pomoč države. Navsezadnje, projekt Čisto zate je bil večkrat pod lupo, preden je bil zanj dan pristanek, tudi v Bruslju. Bo občina Medvode lahko dosegla tisto, kar si je nekako zastavila in kar je njen cilj, da bo 95% objektov dejansko priključenih na kanalizacijo. Vse, ki je še poraja mogoče te povsem običajne, tukaj pa ne boste kopali. Tudi taki primeri so, vendar moram reči, da kar uspešno prepričamo ljudi, da nenazadnje se ta infrastruktura gradi za njih in da bodo s tem tudi objekti boljše komunalno opremljeni, posledično tudi več vredni. Pri samem projektu smo ugotovili, da je v bistvu par con naselij bilo izpuščenih, tako da nas v bistvu v naslednjem letu čaka še doprojektiranje posameznih ulic, ki so bile s tem projektom nekako spregledane ali pa morda izpuščene, zato ker ni bilo pridobljenih služnosti. In vkolikor bomo želeli doseči 95% priključenost, bomo mogli s kanalizacijo pokriti tudi ta območja. Bistveno prej pa bodo lahko na kanalizacijo svoje objekte priklopili lastniki z območja aglomeracije Medvode, saj gre v tem primeru fekalna kanalizacija po že obstoječi povezavi s čistilno napravo. Lastnikom objektov smo začeli že pošiljati najprej obvestila o informativnem izračunu komunalnega prispevka, v katerih smo tudi podali vse informacije, iz katerih baz podatkov črpamo podatke za izračun komunalnega prispevka. Mislim, da so obvestila dosti podrobna, se pa najde kakšen, ki pokliče, pa mu potem tudi preko telefona razložimo. Večina jih zanima, od kod površina objekta in kolikor se ne strinjajo, jih napotimo potem na geodetsko upravo, ki je pristojna za spreminjanje teh podatkov. Namreč mi podatke črpamo iz registra nepremičnin, ki ga vodi geodetska uprava. Glavna podatka, ki vplivata na vse izračune, sta skupni strošek izgradnje kanalizacije in obračunski strošek za kanalizacijo. Višina komunalnega prispevka za posamezni objekt pa je seveda odvisna od njegove neto tlorisne površine, od površine zemljišča pod stavbo in od dejanske rabe stavbe, ali gre za stanovanjski objekt ali poslovno-industrijski objekt. Ko zazvoni telefon in veste, da je vprašanje povezano z projektom Čisto zate in sočasne gradnje, kaj je tisto, kar običajno ljudi zanima? Kdaj bo njihova ulica asfaltirana in pa kdaj bo možen priklop na optično omrežje. Občina Medvode je s podjetjem Telekom Slovenije sklenila dogovor o skupni sočasni gradnji, se pravi, da podjetje gradi skupaj z nami po tistih trasah, kjer občina gradi kanalizacijo. Potem pa Telekom Slovenije oziroma njihov izvajalec na terenu, podjetje GVO, nadaljuje še z izvedbo hišnih priključkov, se pravi od glavne ceste do objekta. Hkrati opozarja, da od občanov prejemajo različne informacije o akviziterjih na terenu, ki podajajo zavajajoče informacije in prepričujejo občane k sklepanju predpogodb oziroma pogodb za uporabo njihovih storitev s pretvezo, da kasnejše naročanje ne bo možno. Ne, te informacije ne držijo.
podjetje Telekom Slovenije brezplačno zgradi tudi hišni priključek. Predhodno se dogovori z vsemi lastniki objektov, tako da skupaj dogovorijo se tudi za traso in vkolikor lastnik ne dovoli, ne posežejo, vkolikor lastnik dovoli, posežejo. Potem imajo pa lastniki še dovolj časa, da se odločijo, pri katerem operaterju bodo pač sklenili oziroma imeli še naprej isto pogodbeno razmerje. Tako da ni treba nič karkoli podpisovati ali pa zato, ker bodo podpisali, bo nekaj brezplačno. Torej, če razumem pravilno, v tem trenutku lahko gradi optično omrežje na področju občine Medvode zgolj in samo Telekom. Ja, to drži. Občina ima sklenjen dogovor le s podjetjem Telekom Slovenije, ki gradi odprto optično omrežje, kar pomeni, da lahko uporabniki potem sklenejo pogodbo s katerimkoli operaterjem, ponudnikom. Kot rečeno, v zadnjem času na področju našega kabelskega sistema prihaja do izredno agresivnega nastopanja komercialistov, konkurenčnih ponudnikov, kabelske televizije in ostalih sodobnih komunikacijskih storitev. Ker pri svojem prepričevanju uporabljajo tudi zavajajoče informacije, vam na željo večjih naročnikov posredujemo informacije tudi o našem kabelskem sistemu, ki morda bistveno odstopajo od tistega, kar vam na obiskih doma razlagajo komercialisti. Četudi je naš kabelski sistem star že 30 let, je potrebno takoj povedati, da je sistem v dobri tehnični kondiciji, saj je bil v vmesnem času kar nekajkrat popolnoma prenovljen in za redno posodabljanje vzorno skrbi podjetje EVJ Elektroprom. Z lanskoletno prenovo sprejemne postaje je bil sistem nadgrajen in sedaj omogočamo hitrosti tudi do 125 megabitov na sekundo ter vse sodobne možnosti od paketne ponudbe programov do ogleda programov za nazaj. Sistem je narejen hibridno, kar pomeni, da signal iz naše sprejemne postaje do vozlišč po posameznih vaseh prehaja večinoma po lastnem optičnem omrežju. Med hišami pa je povezava po bakrenih koaksialnih vodih. Ti zaradi hitrega razvoja tovrstnih omrežij v tujini že omogočajo hitrosti do 1 megabita na sekundo do naročnika, kar pomeni, da ne gre za kakšno zastarelo tehnologijo, kar zavajajoče poudarjajo komercialisti. Sistem ima tudi dobrega upravitelja ter odlično sodelovanje s podjetjem Telemach, ki zagotavlja najsodobnejše storitve po najugodnejših cenah, zaradi česar se ni bati za obstoj sistema ali morebitno tehnološko zaostajanje. Obenem ponovno poudarjamo, da naš program Televizija Medvode lahko spremljate zgolj v našem kabelskem sistemu, kar je dodatna prednost našega sistema. Tudi naša televizija je v zadnjem letu s posodobitvijo prišla na oddajanje v polni HD resoluciji, kar pomeni, da vam novice z področja našega kabelskega sistema prenašamo v odlični kakovosti. Do občasnih težav pri delovanju kabelskega sistema pa trenutno prihaja zgolj zaradi intenzivne gradnje kanalizacijskega sistema in posledično tudi povečanega števila pretrgov vodov našega kabelskega sistema. Četudi imajo izvajalci obvezo, da naš kabelski sistem zaprosijo za odmero trase in za črtanje, kje potekajo vodi kabelskega sistema, dostikrat ne kličejo naše tehnične službe in takrat se zgodi, da pretrgajo kable in s tem izpade kabelski sistem na celotni trasi od pretrga dalje. Se pravi, če kabel pretrgajo na začetku naselja, bo signal izpadel celotnemu naselju. Zaradi tega je pomembno, da naša tehnična služba zariše traso gradbenikom pred pričetkom izkopov. Če pa že pride do pretrga pri izkopu, pa vas prosimo, da nemudoma pokličete našo tehnično službo na telefonsko številko 080 2288 ali pa direktno v podjetje EVJ Elektroprom, ki upravlja naš kabelski sistem in ima vsakodnevno v Medvodah 2 tehnični ekipi. Njihov telefon je 03 56 57 150. Še posebej vas prosimo, da javite tudi vse manjše poškodbe kablov, saj gradbeniki sami ne znajo strokovno sanirati. Povijanje kabla recimo z izolirnim trakom, kar gradbeniki ponavadi naredijo, bo že v kratkem času povzročilo slabši signal v domovih. Zaradi tega prosimo vse naročnike na področjih, kjer se izvajajo gradnje, da ste pozorni na izvajanje del in nam javljate opažene napake. V vročih poletnih dneh se pogosteje kot sicer pojavljajo nevihte z udari strel, zaradi katerih lahko prihaja tudi do poškodb elektronskih naprav, ki so priključene na električno napetost. Naprave pred poškodbami ali trajnim uničenjem zaradi električnih sunkov najlažje zaščitimo tako, da jih izklopimo iz električnega in komunikacijskega omrežja. Pred vsako nevihto, pa tudi v primeru daljših odsotnosti od doma, priporočamo izklop vseh elektronskih naprav, kot so kabelski modem, televizor, računalnik, modem iz električnega in komunikacijskega omrežja. Na ta način enostavno in učinkovito preprečite nezaželene poškodbe, ki lahko vplivajo na delovanje komunikacijskih storitev.
Želimo vam prijetno poletje in veliko užitkov ob spremljanju programov naše kabelske televizije. Vračamo se na ceste in avtomobile, v bistvu bolj na parkirišča in k nepravilno parkiranim oziroma kar zapuščenim avtomobilom. Eno od bolj običajnih mest za tovrstna odslužena vozila je prav gotovo javno parkirišče v neposredni bližini lekarne, kjer ni ne parkomatov, niti ni kakšnih drugačnih omejitev za parkiranje. Razen če nekdo tam pusti odsluženega jeklenega konjička. Občinski svet občine Medvode je septembra leta 2015 sprejel odlok o mirujočem prometu, ki med drugim govori tudi o nepravilno parkiranih in zapuščenih avtomobilih na javnih površinah in občinskemu inšpektorju narekuje, kako ravnati v takem primeru. Ja, lahko rečemo, na temle mestu, kjer sedaj stojiva, je še včeraj bil odslužen, zapuščen avto. Kakšna usoda ga čaka? Ja, drži. Ravno včeraj je bilo še eno zapuščeno vozilo. To vozilo je bilo včeraj odmaknjeno po odloku o mirujočem prometu občine Medvode. Kar bom rekel, vsa zapuščena vozila oziroma vozila, ki jim je pretekla registracija, ki nimajo registrske oznake, po odloku o mirujočem prometu se morajo odstraniti iz javnih površin. Ukolikor se ne odstranijo, damo pisno odredbo. To pisno odredbo damo na vetrobransko steklo vozila za brisalc, počakamo 3 do 4 dni. Ukolikor vozilo ni odstranjeno, pokličemo našega pooblaščenega koncesionarja za odvoz vozil in na stroške lastnika seveda odstranimo vozilo. Za vozilo, ki ni prevzeto v 30 dneh od odstranitve, se objavi javni razpis o odstranitvi vozila na oglasni deski in spletni strani občine. V primeru, da lastnik ne prevzame vozila niti v 3 mesecih od odstranitve, se šteje, da je vozilo brez lastnika in da je lastnik vozilo opustil. Lastninsko pravico nad vozilom pridobi občina, opravi se cenitev in pade odločitev, ali se ga proda ali pa uniči. Zoper lastnika vozila pa se nadaljuje postopek o prekršku. V praksi to pomeni, da lahko po 3 mesecih komisija vendarle vstopi tudi v vozilo in poskuša zapisniško ugotoviti identifikacijske oznake vozila. Po 3 mesecih lahko pričakuje, da ga bomo pozvali, da naj prevzame vozilo pri našem koncesionarju, poravna stroške odvoza, poravna stroške hrambe vozila in v vsakem primeru dobi plačilni nalog. Če to nekako seštejete, o kakšnem strošku potem govorimo? Plačilni nalog je v višini oziroma izrečena globa v višini 120 evrov. Če je plača v 8 dneh, se pravi polovično je 60 evrov. Stroški koncesionarja odvoza in pa hrambe vozila bi pa, bom realno povedal, mogel pogledati na cenik, se pa gibajo tam med 350 do 400 evrov. Če je kdo razmišljal, da bi svoje odsluženo vozilo pripeljal k na videz zapuščenim vozilom na bodočem športnem parku ob reki Sori, nikar. Tu se namreč z dovoljenjem občine kot lastnice zemljišča zbirajo le odslužena vozila za potrebe prostovoljnega gasilskega društva Preska Medvode. Za vaje in za prikaz reševanja v takih primerih, ko avto zagori, ko pride do prometne nesreče, kar res ne pomeni, da bi vsi občani lahko tja vozili odslužena vozila. Morda, če imajo kakšno vozilo, se predhodno posvetujejo z gasilskim društvom, ki sem ga omenil, s Presko, in kolikor jim dajo oni zeleno luč, da ga lahko tja pripeljejo, ga potem občani lahko tja tudi res pripeljejo. Spomnimo še. S 1. aprilom je začel veljati davek na odslužena vozila. Plačati ga mora tisti lastnik, ki v letu dni od odjave vozila iz prometa tega ne bo ponovno registriral ali ga predal v razgradnjo pooblaščenemu izvajalcu. Dajatev se prvič plača leto dni od odjave in še nadaljnjih 9 let. Razen če seveda v tem času lastnik ne pridobi potrdila o novem statusu vozila, torej registraciji ali razgradnji. Višina dajatve je odvisna od prostornine motorja, ni pa nižja od 25 evrov. Vsi, ki imate torej zle namere na neprimeren način zapustiti svojega odsluženega jeklenega konjička, začnite seštevati. Stroške odvoza in hrambe pa kazni strani občine.
pa še davek za odslužena vozila strani države. Ja, mi gremo na Kolon. Projekt Nova kolesarska steza Bonovec je zaključen. Čeprav pot čez Bonovec z veseljem uporabljajo vsi, pa je prvenstveno to kolesarska steza. Projekt je zaključen, sledi samo še končni obračun. Gre res za eden večjih projektov v smislu, kar se tiče kolesarskih povezav. In sicer za projekt smo pridobili evropska sredstva s strani Ministrstva za infrastrukturo v višini 100 000 evrov. Sam projekt, ki je bil sofinanciran, zajema poleg ureditve kolesarske poti tudi javno razsvetljavo. Iz tega razloga je javna razsvetljava tudi postavljena. Sama pot bo namenjena tako šolarjem kot dnevnim migrantom v mesto Medvode in s tem potem bojo lahko naprej migrirali proti Ljubljani. Projekt je torej vključeval ureditev kolesarske povezave Bonovec od Seničice do Hafnerjeve kapelice, tako imenovane Plečnikove kapelice, in ureditev prometnega pasu za mešani promet od kapelice do šole. Izvajalec del je bilo podjetje Komunalne gradnje. Gre za projekt ocenjen na 210 000 evrov, saj vključuje tudi ureditev javne razsvetljave, od tega pa je dobrih 100 000 evrov občini torej uspelo pridobiti prek razpisa iz kohezijskega sklada. Poleg pohval pa tudi kakšen očitek ni manjkal. Razkošje, javna razsvetljava, kot bi si jo želelo tudi kakšno naselje. Ja, se strinjam z očitkom, vendar del javne razsvetljave je tudi del upravičenih stroškov, ki so sofinancirani strani ministrstva. Bilo bi po mojem mnenju neodgovorno strani občine, če teh sredstev ne bi izrabili in javno razsvetljavo tudi postavili. Namenjena bo pa seveda predvsem v zimskem času, ko je pač dan krajši, v nočnem času pa je tudi možnost izklopa. Več kot 15 let je bila urejena in asfaltirana pot čez Bonovec, ena izmed večjih prioritet krajevne skupnosti Preska Žlebe. Ja, Mateja Kovač-Dragarjeva pa bdi nad še enim projektom v neposredni bližini kolesarske steze, ki naj bi se začel realizirati v kratkem, ko bo izbran ustrezen izvajalec del. Gre namreč za obnovo kulturnega spomenika lokalnega pomena, Hafnerjeve kapelice ali Plečnikove kapelice, oziroma za spomeniško celoto, ki jo sestavljajo kapelica, prostostoječa zvončnica in zasajeno drevje. Načrt je leta 1934 izdelal arhitekt Jože Plečnik. Občinski svet občine Medvode je pred dobrim letom dni sprejel odlok o razglasitvi Hafnerjeve kapelice za kulturni spomenik lokalnega pomena. Spomenik je zasnovan kot kapelica zaprtega tipa, krita s položno dvokapno strešico. Za kapelico je samostojen zvonik, sestavljen iz 2 stebrov. Nad preklado pa je v polkrožni niši zvon. Zidovi kapelice so zunaj členjeni s poglobljeno rustiko v 2 barvnih odtenkih. Strešna konstrukcija je lesena, kapni legi sta pomaknjeni v notranjost, na čelih špirovcev in leg je nakazan križev pot z rimskimi številkami postaj. Srednji leseni podpornik se na vrhu razrašča v križ. Notranje stene so dekorativno poslikane, v krogih sta votivna napisa. Na zadnjo steno je prislonjen oltar s kopijo slike Brezjanske Marije. Hafnerjevo kapelico je bil izdelan že konzervatorski načrt. Dogovori potekajo tako z gospodom župnikom, kot tudi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in je projekt tudi z njihove strani potrjen. Predvsem bo šlo za obnovitvena dela na Hafnerjevi kapelici, ne bo nekih večjih drastičnih posegov, ampak bolj konzervatorsko-restauratorska dela, predvsem v notranjosti in pa čiščenje ter zasaditev na zunanjem delu kapelice. Kapelico je postavil trgovec, pevovodja in amaterski skladatelj Lovro Hafner, po smrti edinega sina, ki ga je namenil za duhovnika. Za načrte kapelice Device Marije je zaprosil arhitekta Jožeta Plečnika. O pomoči arhitekta Janeza Valenčiča, ki je gradnjo nadziral, je bila kapelica postavljena leta 1934.
Po smrti Lovra Hafnerja so opremo kapelice, angele, Kristusa nad vrati in zvon prenesli v kapelico v Veliki nedelji v Prekmurju. V samem konzervatorskem načrtu smo naleteli tudi na originalne načrte gospoda Plečnika, na kar smo zelo ponosni, in seveda je to tudi njegovo delo in pač v Medvodah smo lahko zelo ponosni na to. Župnija Preska je že spomladi naprosila občane, da posredujejo informacije o morebitnih starih fotografijah ali kakšne druge podatke o nastanku in spremembah na Hafnerjevi kapelici, saj nas še vedno preseneča. Po vsej verjetnosti bo ob obnovi šla tudi publikacija o Hafnerjevi Plečnikovi kapelici. O stroških obnove se trenutno še ne more govoriti, izvajalec del in materiali pa bodo skrbno izbrani. Vse do konca avgusta bodo v rojstni hiši Jakoba Aljaža na ogled likovna dela, ki so nastala na 2 ekstemporjih pod okriljem KUD-a Jarem. Na 3. nagradnem ekstemporu Aljaževina z naslovom Abstrakcija in na 2. nagradnem enodnevnem likovnem ekstemporu Hraše na temo Stavbni členi dediščine stavbarstva v vaseh. O slednjem smo poročali prejšnjič, tokrat pa več o abstrakciji. 2 ugotovitvi. Nekateri udeleženci niso povsem dojeli, kaj je to abstrakcija, zato so njihova dela izpadla iz strokovne presoje. In druga ugotovitev, da zato komisija ni imela nič manj lahko dela. No. In še tretja ugotovitev, zmagovalec obeh ekstemporov je isti. Več kot 30 likovnikov se je odzvalo na povabilo, da skorajda mesec dni ustvarja na 6. ekstemporu Aljaževine nasploh oziroma na 3. nagradnem, letos z naslovom Abstrakcija. Da abstrakcija ni niti tema, niti slogan, ampak osebni način likovnega snovanja in da sodelujoči morda niti niso razumeli pojma abstrakcija, sta si bila enotna oba člana strokovne komisije, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn in predsednik komisije akademski slikar Peter Gabar. Tretji član komisije, etnolog in umetnostni zgodovinar dr. Janez Bogataj tokrat ni bil prisoten. V bistvu pričakoval sem več uspešnih pa manj uspešnih poskusov abstrakcije, kar smo v bistvu tudi dobili. Dosti jih je kar v redu, tako da se mi zdi, da prvi taki koraki so kar uspešno napravljeni. Kaj je, lahko rečemo, tipično za abstrakcijo? Kaj je tisto, da ste takoj rekli, ne, to ne bomo sploh dali v izbor, to pa ja? Takoj, ko se je videl nek realističen motiv in da je šel v ospredje, smo dali ven iz izbora. Komisija je torej izločila tista likovna dela, ki niso ustrezala zakonitostim abstrakcije, ki je preprosto osvobajanje od realizma, osvobajanje od realistične prepoznavnosti, posledično tudi od oblike in barve. Narediti dobro abstraktno likovno delo je, tako Gabar kot tudi Stibilšajnova, težko. In prav zaradi komentarjev in napotkov, ki so jih tokrat slišali udeleženci ekstempora, je že skorajda padla ideja, da se naslov ponovi prihodnje leto, Abstrakcija 2. In morebitni napotki? Meni se zdi, da po presoji posameznika, zato ker marsikdo ima abstraktnost vseb, pa jo mogoče ne upa zagrabiti, ampak bi jo lahko intuitivno kar sam razvil. Kakšni drugi, bolj analitični, bi mogoče rabili mentorja ali pa vsaj pogledati mogoče kakšen video, kakšen film, siguren pomaga ogled slik v galerijah. Pohvalo za čistost ideje je prejela Taja Regent Veras, Klavdija Špenko za dinamiko namazov in Mirko Mihovec za storjen korak v abstrakcijo. Ja, mislim, njega itak osebno poznam, ker je tudi sosed. In poznam tudi njegove slike in on v bistvu abstrahira že dalj časa, ampak prav ta zadnji korak pa ne naredi, ker v bistvu ni nič slabega zaradi tega, ker ni nujno to narediti. Ampak takrat, kaj treba, je pa včasih potem težko. Tretjo nagrado, bon za ustvarjanje vrednosti 110 € je za delo z naslovom Tišina, polna odgovornosti, prejela Nina Meglič. Drugo nagrado, bon za 180 € Toni Meglič za abstrakcijo z naslovom Fotosinteza. In prvo nagrado in bon za 250 € za delo z naslovom Oblak nad mojo streho, tako rekoč gostitelj Roman Veras. On je v bistvu eden od teh slikarjev, ki so po moje rojeni za abstrakcijo, zaradi tega, ker risbo pa barvo že dosti obvlada, še posebej tudi namaze, ki so za abstrakcijo zelo pomembni.
in se z njim zelo spretno izraža. Kako blizu je vam ta način upodabljanja? Torej, odkrito vam povem, zelo blizu. To pomeni ne samo fizično, ampak pri srcu, pri duši. Podobno svetuje tudi vsem ostalim likovnim ustvarjalcem. Pejdi v sebe noter in iz sebe daj ven nekaj. No in veste, to ni tako lahko. Jaz, da sem prišel pravzaprav do abstrakcije, ko mislim, da mi je kdaj pa kdaj uspe, saj velikrat to ne uspe, ker to je zelo težko upodabljati, sem potem res vesel kot otrok, če me nekaj rad. Za prvo nagrajeno sliko na Extemporu Hraše z naslovom Stavbni členi dediščine stavbarstva v vaseh je Roman Veras potreboval še ne en dan. In lahko, da bi kdo zaključil, da je za prvo nagrajeno abstrakcijo na Extemporu ali živina potreboval še manj časa, pa bi se krepko uštel. Ta slika je nastajala več, kot smo imeli časa, namreč v glavi. V glavi, odkar sem zvedel, oziroma smo se dogovorili, da bo tema abstrakcija me po glavi rojil, in potem sem pa v tistem mesecu, ki je bil določen za to, potem ustvaril to, kar je bilo. Moram reči, zelo na hiter kompozicijo, ker ti moraš takoj hipno narediti, pa se pa začne garajne. Torej dva različna si Extempora, isti zmagovalec. Torej tiste temeljne poteze njegovega ustvarjalnega karakterja živijo v dveh povsem kontradiktornih interpretacijah. In kažejo, glejte, morda je to čudno, da se pojavi en zmagovalec, tako rekoča, zmagovalec dveh vlog, ampak resnično so bila njegova dela daleč najboljša. Strokovna komisija je bila v enaki sestavi za oba Extempora. In kdaj je bilo njeno delo težje? Po moje, da tukaj, ampak obe sta težke. Pa biti v komisiji ni prijeten. Mislim, je težko, ampak predvsem ni prijeten. Zaradi tega, ker je težko biti, lahko si strokoven, težko je pa biti čist fair. Ne poznaš vseh kontekstov, ne poznaš vseh ljudi in na koncu se moraš odločiti po nekih strokovnih merilih, ki si sicer veš, da so solidni, ampak ni pa nujno, da vsi to tako razumejo, pa ne, kakšne dela so si podobno dobra in je potem treba izbrati. Še dobro, da sem imel kolegico. Samo še jutri je v knjižnici Medvode na ogled prva samostojna razstava fotografij ljubiteljskega fotografa Janeza Strojna ob njegovi 70-letnici. Čestitke. Je eden redkih Medvočanov, ki je bil že dvakrat med nagrajenci ob občinskem prazniku. Je prejemnik medalje, prvič v imenu kabelske televizije Medvode, drugič pa lansko leto kot del ekipe ustvarjalcev skulpture kmečkih uporov v Smledniku. V fotografski objektiv je namreč ujel celoten proces ustvarjanja od drevesa v gozdu do slovesnosti ob odkritju spomenika. Smlednik, tako kulturna kot naravna dediščina, pa tudi dogodki tam so zanj med bolj priljubljenimi motivi. Drži, popolnoma drži. Zato ni naključje, da se postaviva ravno ob fotografijo z motivom starega gradu v Smledniku, kajti na vprašanje, kateri je njegov najljubši motiv, pričakovano odgovori. Še enkrat ponovim, grad. Seveda so mi ljube tudi razne rože, ki jih imamo v vrtu, moram reči kar nekaj. Potem zelo sem bil vesel, da so me povabili fotografirati nastajanje spomenika v Smledniku. Sem bil od prvega dne, ko smo v gozdu razrezali drevo na 3 dele, iz katerega so potem naredili ta spomenik in do otvoritve 12. septembra. To se pravi samo 49 dni fotografiranja nastanka tega spomenika. No, to mislim, da je bil moj
največji domet, kar sem do zdaj naredil. No. 3 od tokrat predstavljenih fotografij so reportažne. Ena je nastala ob izdelavi skulpture o 500-letnici kmečkih puntov, druga na likovnem ekstemporu, tretja pa... Ja, vem, to je bila tista predstava na prostem, presega o polnoči. Smo igrali pred 2 leti. Ne vem, mislim, da stojim pod križem in se pobožno obračam k Bogu z mislijo, nebeški oče, dol poglej, krivica, Smledcem se godi. Malo za šalo in veliko zares oba. Smlednik je center. V imenu vseh Smledcev se mu zahvaljujem, da nas je toliko ovekovečil na svojih fotografijah. Kaj je rekla, nič ni rekla, kaj bo rekla, pa je pozabila. Fotografija je pa dokument, ki ostane, se pravi, tudi ko nas ne bo, bojo fotografije še in bojo pripovedovali o času, v katerem zdaj mi živimo. Pa vendarle ne v Smledniku, kjer je bil rojen, ampak v Pirničah, kjer si je ustvaril dom, je Janez Strojan le za en sam motiv porabil največ časa. Ob toplem vrelcu straža. Skorajda 6 ur je namreč čakal na trenutek, da je na eni sami fotografiji ujel vse. Igro senc, meglice nad vodo, izvir tople vode in zasnežene vrhove kamniških planin. Če kdo slučajno reče ali zapiše fotograf Janez Strojan, ga slednji vedno popravi, češ, jaz sem ljubiteljski fotograf. Jaz sem le ljubiteljski fotograf in to poudarjal zmeraj, ker moramo spoštovati delo tistih, ki so profesionalci in tistih, ki se ljubiteljsko ukvarjamo s tem in to na vseh področjih. To ni posebej samo za fotografijo, ampak tudi za druge stvari. Za ilustracijo povedanega rad pove prigodo s svetovno znanim fotografom Arnom Hodaličem, s katerim sta bila skupaj v komisiji o prenovi šolskih programov za fotografiranje. Prosil ga je, če se mu lahko pridruži na fotografiranju za revijo. In sva se odpravila, jaz sem fotografiral, sem je že kar dol tekel. Siguren sem naredil čez 100 fotografij. On je pa vsako fotografijo, ki jo je naredil, predhodno je hodil gledati. Jaz nisem vedel, kaj gleda točno. Se je postavljal levo, desno, gledal čez objektiv in nenadoma je pritisnil, pospravil in je šel drugo varianto fotografirati. Sem rekel, kaj noš ponovil? Ne prav, te ni več. Ta je tle noter. In dejansko so bile 4 fotografije njegove objavljene in to v zelo znanem časopisu. Moja je bila pa ena pogojno uporabna. To je razlika med ljubiteljskim fotografom in fotografom. Janez Strojan se s fotografiranjem ukvarja že od leta 1969, ko se je zaposlil na RTV Ljubljana, poznejši RTV Slovenija. Najprej je delal kot kontroler kamere, pozneje kot mojster videa. In tam sem videl, kdo zna od kamermanov postaviti pravi kader, kdo ne. In tako naprej in sem se s tem tudi učil. Potem je prišla barvna televizija in tako naprej. Medtem mi je tast poklonil en Zorki fotoaparat in sem naredil najprej na črno-bele nekih fotografij. Tam vemo, smo bili omejeni z 12, 24 ali pa 36 posnetki, no kasneje 75, 76 se mi zdi, da sem pa 1900. Sem se pa začel malo baviti z barvno fotografijo in je bil to spet en prehod, da rečem, ki je bilo treba pa paziti še na barve. Potem si nesel to v Ljubljano razviti, potem je pa bilo ali pa ni bilo. Digitalna fotografija pa je spet svojevrsten izziv, ki pa, tako Strojan, prinaša bistveno več dela, saj filma, v narekovaju filma, pač ne zmanjka, razen če imaš polno kartico. Ampak potem pa izluščiti iz te množice fotografij, dobre fotografije, včasih jih je treba še isti zvečer objaviti ali pa poslati, da jih objavijo nekje drugje in je dela še in še. In moram to prevzeti, ker eni fotografi, to so pa spet fotografi, mi ljubiteljski veliko fotografij, pa je nekaj zelo dobrih, ne ostalo brišemo, se moram v teh navaditi, da vedu, prvič, da vem zakaj in kaj sem prišel fotografirati in da fotografija to tudi pove. Ker pa bom to znal, bom pa se precej približal, da rečem, fotografom.
Njegove fotografije so nastale ob zanimivih življenjskih dogodkih, ob gradnji hiše, na letovanjih, izletih, ob družinskih dogodkih ter na različnih prireditvah. Fotografije, narejene pred digitalno dobo, so shranjene v albumih. Kaj je bilo najbolj zabavno? Kdaj smo te albume gledali? Kadarkoli je kakšen v družini zbolel, takrat pregledamo, prelistamo vse albume, dočim te digitalne fotografije si pa redko ogledujemo, razen tiste, ki smo jih izbrali, izbor, tisto se pogleda, ostalo se pa kopiči na diskih. Objavljal je in objavlja še v različnih revijah in časopisih, publikacijah, na spletnih straneh in prav to, izluščiti najboljše iz množice fotografij, ki so nastale predvsem zadnje desetletje, je bilo največji zalogaj, pri kateremu je na pomoč priskočil sprva sodelavec pri službenih projektih, sedaj pa predvsem prijatelj, profesor Jože Bitenc. Ne gre za retrospektivno razstavo, ampak za izbor najboljšega iz kolekcije motivov. In povedal sem, da smo namenoma izbrali, iztrgali iz konteksta posamezne fotografije, iz konteksta kolekcij, ki jih ima pripravljene in bi lahko govorili danes o eni sami temi, o naravi, o cvetju, o arhitekturi, če hočete, ne? Potem je to seveda toliko težje. In rdeča nit tukaj je morda res predstaviti ljubitelja fotografije, njegovo pestrost, s čim se ukvarja, kam je usmerjeno njegovo oko skozi objektiv. In še, da okrog izbora motivov Strojan ni potreboval kakšne posebne pomoči. Tisto, kar pa mu jaz lahko dam, je pa, kako bi izboljšal tehniko snemanja in prišel do kvalitete, do zadostne kvalitete, in tukaj je rabil tudi največjo pomoč. Pri tem ne mislim nič slabega, ampak veste, eno je fotografija v formatu 10x15, ko pa naenkrat povečaš fotografijo v format 30x40 in jo želiš predstaviti na razstavi, mora biti pa ta tehnično popolnoma drugačna. Jaz sem posebej izpostavil fotografijo golobčkov zato, ker je to en segment, njegov segment pristen njemu, da zelo pozorno opazuje življenje okoli sebe. Pogosto, ko gremo skupaj na izlete in on itak ostaja posebej, najde stvari, ki jih potem po izletu ali pa po druženju pokaže na fotografiji, se čudim, ja, kje si pa to videl, to pa sploh nisem opazila. Fotografsko oko res opazi podrobnosti in tiste lepote, ki so nam vsakdanjim laikom skrite. Kateri njegovi motivi so vam najbolj blizu? Zdaj zadnje čase res občudujem njegove slike na Facebooku, fotografij cvetja z najinega vrta. Tudi odgovor na vprašanje, zakaj se je Janez Strojan lotil prve samostojne fotografske razstave šele pri 70-ih in ne prej, se je dalo še najbolje izluščiti iz pogovora, ki ga je z njim ob odprtju razstave v res polni knjižnici Medvode opravila njegova žena Rozalija. Mimogrede, tudi sama je občinska nagrajenka, dobitnica plakete za življenjsko delo, predvsem pri ohranjanju kulturne dediščine, vezenja po štetih nitih. Da je posredi predvsem veliko samokritike, se da izluščiti iz odgovora na vprašanje, s kakšnimi težavami se srečuje Janez Strojan pri fotografiranju. Kar namesto njega sem takoj odgovorila, zato ker ga slišim in vidim, ko pravi, spet nisem bil dovolj blizu motiva, zdaj sem bil pa predaleč, zdaj pa ni bila prava svetloba, zdaj je bilo pa preveč svetlo, zdaj je bil pa kontraliht, ali kaj vem, kaj on misli s tem. Potem seveda ni bil, se mu je roka tresla ali se mu ni tresla, ali ni pravi, ni bilo Smlednika zadaj, pa Smleškega gradu oziroma Triglava. Skratka, vedno najde še kakšne težave, ki ga motijo pri tem, da bi ustvaril lepo sliko. Skratka, nikoli ni zadovoljen in ves čas hoče še popravljati. In rojstnodnevne želje? Veliko je še želja, kot je zapisano na tej uvodni
katera je moja najljubša fotografija, ki sem jo do zdaj naredil. Jaz zmeraj pravim, da je to tista, ki jo jutri naredil. Samo odprtje fotografij ljubiteljskega fotografa Janeza Strojana, ki si jo v Medvoški knjižnici lahko ogledate le še jutri, sta z glasbo popestrili njegova 9-letna vnukinja Brina in pevka Marjetka Popovski iz Primorske. Zaradi nepravilnega prehitevanja sta v Goričanah trčila voznica traktorja in voznik osebnega avtomobila. Povzročitelj je prejel plačilni nalog, za voznico traktorja pa so morali poskrbeti zdravstveni delavci. Prometna nesreča se je zgodila tudi v Zbiljah. V Medvodah pa je voznik pri nepravilnem prehitevanju zadel kolesarja, ki je v nezgodi dobil telesne poškodbe. Tudi tatovi so bili aktivni. Policisti so v Medvodah obravnavali ponarejanje listin, zatajitev, poskus vloma v garderobno omarico, na Senici pa povzročitev splošne nevarnosti in v Hrašah tatvino. V preteklem tednu so v Medvodah našli osebo s seznama pogrešanih oseb, policisti pa so raziskovali tudi vzrok za požar na transformatorski postaji. V tem obdobju vlomilci in tatovi intenzivno preverjajo, kdo je šel na počitnice in kje bi si lahko napolnili žepe. Zato bodite previdni in pazite na svoje premoženje. Prihodnji teden policisti napovedujejo poostren nadzor voznikov tovornih vozil in avtobusov. Informacije o delu policistov pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za danes je to vse. V bistvu je to vse za nadaljnji mesec dni. Naslednja informativna oddaja bo namreč na sporedu 22. avgusta, ko bomo vseeno poročali o vsem, kar se bo v sledečem počitniško obarvanem mesecu pomembnega dogajalo. To, kaj so pomembne novice za lokalno televizijo, pa najbrž že veste. Če parafraziram enega od današnjih sogovornikov, katera je najpomembnejša novica? Jutrišnja. Na snidenje.